Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je na novinarski konferenci odgovarjal na vprašanja v zvezi s 4. redno sejo občinskega sveta in drugimi aktualnimi temami. Uvodoma je komentiral aktualno dogajanje glede načrtovanega umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj, kar zadeva te verjetno najbolj aktualne teme, s katero se ukvarjamo, je pač problematika umestitve vetrnih elektrarn. Zdaj, kar zadeva te problematike, je treba vseeno ločiti dve stvari, in sicer eno je ta vetrnica na Kalšah, ki že ima kar zgodovino, drugo je pa seveda umestitev tega večjega vetrnega polja, kar zadeva sicer Pohorja. Zdaj seveda pri vetrnih elektrarnah in na načinu, kot se peljejo, pač stvari je izhodišče treba imeti v vidu dve stvari. Zdaj, ena stvar je seveda zaščita Pohorja kot naravnega parka, rezervata in neokrnjene narave, na drugi strani pa seveda vprašanje zelene energije in to je verjetno lahko dilema. No in seveda zaradi tega pač mi ves čas vztrajamo, pravzaprav pri obeh postopkih, da se postopki morajo voditi v skladu z zakonodajo. Zdaj, to pomeni, da pri Kalšah gre za izdajo gradbenega dovoljenja in bi bilo prav, da se tam upoštevajo torej vsi akterji strokovni in tisti, ki jih to najbolj zadeva, kar se tiče umestitve tiste lokacije. Na drugi strani, ko se pogovarjamo seveda o tej lokaciji na Pohorju, je pa glede na obseg pač tega vetrnega polja, tako kot je predstavljen, je nujna izpeljava umeščanja v prostor v skladu z zakonodajo, to pomeni izdelavo državnega prostorskega načrta. Zdaj, verjetno veste, v tem trenutku se v Sloveniji peljejo vsaj 5 DPN-jev za potrebe vetrnih elektrarn in mene res čudi, da tu država ne prisluhne tej naši zahtevi, da se zahteva pač izpeljava DPN-ja, ker sicer elektrarne sploh niso umeščene prostor, ampak zaradi takoj brez umestitve v pridobivanje gradbenega dovoljenja. In seveda ta DPN bi pravzaprav dal, pa celoten postopek DPN-ja bi pravzaprav dal vse odgovore in dileme, ki pri tem umeščanju dejansko nastopajo. In tudi vse pluse in vse minuse. Ne, med temi 5 ni Pohorje na tem delu, mislim pa, da je pa na Mislinjskem delu, tam pa mislim, da celo je, ampak ne me točno držati za besedo. Tega našega ni. Vi veste, da smo mi že dvakrat na ministrstvu to zahtevo posredovali, prvič že več kot, mislim, da leto nazaj, zdaj, če bi šel gledati datume, ja, 24.2. to bilo obravnavano, mi smo že takrat zahtevali se pravi, začetek postopka DPN-ja, takrat smo sočasno tudi zahtevali od ministrstva, naj se opredeli, kar se tiče oddaljenosti vetrnic od objektov. Naj z uredbo oziroma z nekim predpisom to uredi, tako kot je urejeno verjetno po nekih drugih državah. Zdaj, na tisti del so nam odgovorili, da je Slovenija specifična, ker ima pač neko zelo različno konfiguracijo, da tega ni mogoče, z njihove strani, to je bil pač odgovor. Dočim, kar se pa tiče DPN, so pa pravzaprav priznali, da je bilo prav, da se vodi. Ampak postopki tečejo kar naprej, zdaj vodi se ta integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, koliko mi pač poznamo, in seveda tam smo pač mi delno bili vključeni, zato ti stvari poznamo do te mere, kot ti pač poznamo. Čeprav se vodi postopek na ministrstvu za bivše ministrstvo za okolje, enem od teh dveh, zato ker sta, ne me za točno držati besedo, ampak mi smo še seveda komunicirali z ministrstvom za okolje, tudi v sestavi nove vlade, ker se pač zavlekla ta delitev tega ministrstva. No in kot verjetno veste, so
pač potencijalni investitorji od nas zahtevali služnost za ta kablovod iz vrha Pohorja do Tule, do transformatorske postaje. Glede na sklepe, ki so bili sprejeti, smo se to mi zavrnili in so sprožili postopek razlastitve občine, ne, za namen tega torej umestitve tega pač kablovoda, ne, in tam odškodnino, ne, v služnost, mislim, da navedli 40 000 evrov za obdobje 50 let. Mislim, temu bi že skoraj lahko rekli norčevanje, ne. No in zdaj, kar zadeva še te problematike, mi za naslednji teden predvidoma v četrtek bomo sklicali izredno sejo, ne, v skladu z dogovori pravzaprav vseh političnih strank, ne, ker bomo obravnavali tako imenovani energetski paket, ne, dve vsebinski temi sta povezani, ena je ta energetski koncept občine Slovenska Bistrica, ki ga zdaj revidiramo, ne, in seveda ta energetski koncept vključuje vse potencialne vire energetske oskrbe v prihodnje. Drugi dokument je pa povezan z tem, da je občina članica tega konventa županov, ki za trajnostno in zeleno energijo, ne, te širše asociacije evropske oziroma celo svetovne, ne, in pravzaprav se ukrepi, ki se tam predvidevajo, na nek način pokrivajo z temi iz tega energetskega koncepta. Tretja točka, ki je pa s tem povezana, pa se obravnava še enkrat teh vetrnih elektrarn, ne. Zdaj mi imamo pač v naših dokumentih zapisano, ne, da zdaj mi nimamo izključenih popolnoma vetrnih elektrarn v naših dokumentih, v tem prostorskem razvitem načrtu, ne, ampak je tam, kot veste, ne, soglasje, zahtevano soglasje krajevne skupnosti, ne, in druga zahteva, ki je pa nočejo očitno investitorji slišati, ne, je pa zahteva potem, da morajo seveda biti umestitve v skladu z zakonom, ne. To pomeni, ne, da morajo biti umestitve v prostor v skladu z DPN glede na obseg in velikost potencialne investicije, ne, zato ker je več kot 10 megavatov moč elektrarn. Bi pa še eno stvar opozoril, ne, predvsem to, ne, da se vsi postopki vodijo na državnih inštitucijah, ne, ali na ministrstvo, ne, ali pa recimo na upravni enoti. Ne, mi smo samo nek pravzaprav stranski udeleženec tega kot neki mnenjodajalec, ne. Ker se dostikrat napačno pričakuje, ne, da lahko pač občina zdaj ne vem kaj naredi, ne, ali pa se celo na to zgovarja, ne. Mi seveda v tistem delu, kjer smo mnenjodajalec, seveda lahko, ne, ampak nismo mi tisti, ki vodimo vse te postopke in skrbimo, ne, za to transparentnost in zakonitost postopka, ne. Zdaj, če govorimo o Kalšah, je seveda izdaja gradbenega dovoljenja na upravni enoti. Vi veste, da je v prvi fazi zdaj, da pustimo tisto, da je že bilo enkrat izdano gradbeno dovoljenje, ne, pa pol je poteklo, ne, da je zdaj v naslednjem koraku potem z novim investitorjem to gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, ne, in bi lahko bil postopek pravzaprav zaključen, ne, kar se tega tiče, ne, ampak je ministrstvo po pritožbi torej investitorjev to razveljavilo in zadevo vrnilo ponovno obravnavo, ne, tako da se postopek spet teče na upravni enoti, ne. No in kar se mnenja tiče, ki smo ga mi dali, smo dali negativno mnenje, ne, govorim zdaj za Kalše, ne. Zdaj, ostali, kar se pa tiče tega večjega kompleksa, pa sem vam povedal, ne, to pa pelje pač ministrstvo na državni ravni, ne. Mi jih bomo povabili, ja. Ne, glejte, zaenkrat, če nijamo formalno še vabila, nismo tudi ne posredovali, ampak ga bomo posredovali pa s sklicom seje, ne. Ja, bodo predvidoma vabljeni, ja. Predvidoma v četrtek. Zdaj, ob tem smo včeraj obravnavali seveda tudi to pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti, ne, Kalše. Jaz seveda lahko razumem tudi pobudnike, ne, ker pač iščejo vse možne poti, kako pravzaprav ustaviti ta projekt, ne.
S tem, da je treba povedati to, ne, da če sledimo seveda vsem postopkom, sama ustanovitev na ta torej postopke pravzaprav ne imela vpliva, ne, zato ker če se bi občinski svet odločil tudi, da ustanovi krajevno skupnost, ne, bi šele lahko pričela delovati z naslednjim mandatom, to je pravzaprav čez 3 leta, dobra, ne, do takrat pa so vsi postopki tečejo neodvisno od tega, ne, tako da v tem smislu seveda ustanovitev nima po mojem nekega učinka na te postopke, ne, jaz pa lahko seveda razumem, ne, pobudnike, nekaj pač poskušajo najti vse poti, je pa res, ne, da glejte, tudi z vidika odgovornosti do občine jaz ne morem podpirati neustanavljanje tovrstnih krajevnih skupnosti, ker to je pomenilo drobljenje občine seveda na prav faktorje, ne, in ne nazadnje mi moramo ločiti, ne, eno je seveda ustanovitev krajevne skupnosti in tisto, kar je naloga krajevne skupnosti, ne, in drugo je v bistvu umestitev in izdaja nekega gradbenega dovoljenja za nek objekt, ne, ker potem lahko imamo serijo pobud, ko pač nekdo se nekje ne bo strinjal. Čeprav razumem, jaz ta problem ne in tudi jaz osebno si ne bi želel, ne, imeti na svojem dvorišču, recimo, ne, vetrne elektrarne, ne. Zato toliko bolj čudi, ne, da država ne more sprejeti nekega predpisa, ki ga bi lahko zelo hitro sprejela ministrstvo, ne. Glejte, v 2 tednih je to sprejeto, ne. Ker uredbo spremeni, pa zapišete not, koliko je ti parametri oddaljenosti in je to to, ne. Koliko ljudi pa zajema to, da bi bila ta krajevna? Mislim, da v enih 60 volivcev, nekaj takega, celo 50 volilnih upravičencev, ne. Te podatke vam lahko damo iz gradiva, za na pamet. Ne, niti ni celotno naselje Kalče ni zajeto, ampak samo en del in to tisti del, ki je v območju KS Šmartno, ne pa tisti del, ki je v območju KS Zgornja Poskava. Pobudnikov pa 30, ja, to pa drži. 50 se mi zdi, da se na številko včeraj. Je pa volilnih, mislim, da 50 volilnih upravičencev.